Kaj je podjetnost? Podjetnost je gonilna sila, ki nas nekako premika iz cone obdobja in piše velike zgodbe. Ali je Slovenija podjetna? Ali so podjetni samo slovenski podjetniki ali so podjetni lahko tudi drugi? Denimo kmetje, zaposleni, kulturniki, mladi. Kakšne koristi podjetnost prinaša slovenski družbi? Danes smo tukaj, da lansiramo program za podjetno Slovenijo, ki je nastal v sklopu združenja Kluba slovenskih podjetnikov. SBC klub slovenskih podjetnikov je klub najuspešnejših in najuglednejših slovenskih podjetnikov. Z nami danes tukaj so Goran Novković, direktor Kluba slovenskih podjetnikov, Štefan Pavlinjek, ustanovni član Kluba slovenskih podjetnikov in direktor skupine Roto. Z velikim veseljem pozdravljam tudi Žiga Gombača, pisatelja in člana usmerjevalne skupine SBC, Almo Košavi, mlado podjetnico in soustanoviteljico Odprte kuhne, Matica Vizjaka, inovativnega mladega kmeta iz kmetije Vizjak, tudi predsednika sekcije SBC Mladi, ter Janeza Kodila, direktorja šunkarne Kodila in člana SBC Kluba slovenskih podjetnikov. Besedo predajam gospodu Goranu Novkoviću. Hvala lepa, Tamara. Najprej bi rad upravičil našega predsednika. Nujno je moral na pot v tujino. Biznis pač terja svoj davek, tako da ga danes ni z nami. Veseli me pa, da smo danes skupaj potem z našim ustanoviteljem, gospodom Štefanom Pavlinjekom, ki bo definitivno zelo dobro zastopal tudi barve predsednika. Pred 6 leti je nastal SBC Klub slovenskih podjetnikov. Lani, če se spomnite, smo imeli eno večjo akcijo za podjetno Slovenijo, ko smo zaznali večjo stigmatizacijo podjetništva. Nekaj kasneje je upravni odbor Kluba slovenskih podjetnikov sprejel sklep, da se vzpostavi program oziroma akcija za dvig zavesti o pomenu podjetnosti v splošni javnosti. Ne le podjetništva, ampak podjetnosti, kar je bistveno širše. Cilji so, da se vrnemo k zdravi kmečki logiki, po kateri prepoznavamo in priznamo koristi od podjetnosti za vsako družbeno skupino, da se dvigne zavest v slovenski družbi o tem, da je podjetnost nujna za višjo blaginjo ljudi in da posledično spreminjamo ta hip, po našem mnenju, negativno družbeno klimo v državi. Želimo jo spremeniti v takšno, srednjeročno, kot jo poznamo v razvitih državah, ker dobro vedo, da je podjetnost nujna za blaginjo in kakovost življenja. Vrednota podjetnosti, po našem mnenju, torej ni dovolj priznana in spoštovana v Sloveniji. V razvitih državah, ki temeljijo na tržnem gospodarstvu in socialnem dialogu, se veliko bolj zavedajo, zakaj je tako pomembno v svojih vrstah imeti podjetne ljudi. V Sloveniji žal, po našem mnenju, še ni tako. Le če bo vrednota podjetnosti bolj spoštovana in priznana, bodo v Sloveniji dozorele razmere za razvojni preboj. O tem že nekaj časa govorimo, pa se ne zgodi. To je tudi najpomembnejši cilj članov in kluba slovenskih podjetnikov. Zato pa so po našem mnenju potrebne spremembe v družbeni klimi. V družbi, v državi, tudi v političnih strankah. Zato je nastal program za podjetno Slovenijo, s katerim želimo krepiti pomen podjetnosti v Sloveniji in predstaviti prednosti, ki jih podjetnost prinaša za vse družbene skupine in blaginjo na splošno. Šele takrat bomo lahko bistveno bolje živeli. Po domače povedano, več bo podjetnosti v Sloveniji, bolje bomo živeli. V ozadju ste prej videli nekaj sinonimov podjetnosti. Podjetnost ni le podjetništvo. Podjetnost je ambicioznost, zagnanost, angažiranost, samozavest in še mnogo drugih sinonimov lahko najdete na internetu, če malo pobrskate po različnih slovarjih. To, kar želimo mi povedati, je zelo preprosto. Danes ne bomo veliko govorili o številkah, danes bomo govorili predvsem o družbeni klimi.
Več bo podjetnosti, bolje bomo živeli. Kaj s tem mislimo? Več bo podjetnosti, boljše produkte bomo imeli, več bomo zaslužili, više bodo lahko plače, več davkov v blagajni, više bodo lahko pokojnine in lahko bi še našteval. To preprosto logiko, ki v razvitih državah zelo dobro spoštujejo, poznajo, v Sloveniji žal še ne priznamo. In to družbeno klimo želimo spreminjati. Kot rečeno, akcija bo večletna, ne bo kratka, danes je samo začetek, vrniti pa se želimo k zdravi kmečki logiki. To je osnovno sporočilo za začetek. Hvala, Goran. Besedo predajam gospodu Štefanu Pavlinjaku. Hvala, lep pozdrav vsem skupaj. Moram povedati, da je res eno od osnovnih načel naše spodbujati podjetništvo v Sloveniji, kajti na koncu koncev od podjetnosti, kot smo že povedali, imajo vsi državljani, tudi politika, največ, da če je podjetnost uspešna in seveda potem se tudi polni proračun in seveda s tem tudi se dela blaginja v življenju Slovencev. Predvsem 3 ključne vrednote imamo v našem klubu, predvsem odgovornost, medsebojno povezovanje in spodbujanje podjetnosti. Seveda na tej bazi smo tudi vključili ta program za podjetno Slovenijo, kjer pa praktično želimo tudi nekako vplivati na mlade. V SBC klubu imamo tudi sekcijo mladih podjetij, kajti na mladi želimo graditi, mladi govorijo tudi drugi jezik in mladi imajo pred sabo celo bodočnost. In zato je tudi moje načelo, da treba nekako prekiniti z begom možganov v tujino, ampak da treba promovirati podjetništvo in seveda omogočiti mladim, da to znanje, ki so ga pridobili na fakulteti, da na koncu ta denar, ki so ga državi vzeli za šolanje, potem to se skupaj naj se aplicira v domače podjetništvo. Biti podjetnik je lepo, zato je tudi naša naloga, da nas 200 članov kluba slovenskih podjetnikov promovira podjetnost in seveda želi, da podjetnost v Sloveniji raste, kot je tudi zunaj, mogoče že kar lepo število podjetij imamo v privatni lasti in seveda ta podjetja so tudi nekako kriva za to, da je gospodarska rast v Sloveniji takšna, kot je in želimo, da takšna gospodarska rast tudi gre naprej. Res je, da smo Slovenci v inovativnosti na špici, v svetovnem merilu. Res pa je, da aplikacija teh dosežkov oziroma teh stvari težko prihaja v gospodarstvo, seveda to pa mora poskrbeti tudi država, da pomore in seveda pomore tudi mladim, da svoje znanje oziroma svoje ideje koristiti. Jaz vedno primerjam z tem, da je mladi podjetnik ptič, ki leti, seveda treba mu izkoristiti njegovo energijo, na drugi strani pa treba tudi malo izkušnje, tisti, ki smo v klubu, uporabiti, da stvar gre v pravo smer. Moramo stremeti tudi v to, da Slovenija postane država delodajalcev, nikakor pa država delavcev, seveda še bolj pa država delavcev, tistih podjetij, ki so v tuji lasti. Moram povedati tudi, da podjetnost mora postati način življenja, ne pri mladih, ampak tudi pri vseh, ki se ukvarjamo s podjetništvom. Podjetnost mora v državi postati vrednota, tudi država mora to spodbujati in seveda spodbujati moramo predvsem podjetnost pri mladih in izkoristiti potencial, ki ga imamo. Samo 2 milijona nas je, 4 milijone karikirano delovni rok, ni dovolj prodajati, moramo pamet, znanje, ki pa ga imamo, vedno rečem, na zalogi, samo treba postaviti pogoje za to in seveda naša naloga članov Slovenija Business kluba je, da to promoviramo in prikažemo podjetništvo kot perspektivo za Slovenijo. Hvala. Tudi sama, kot soustanoviteljica in direktorica marketinške agencije Taman, vem, da so spremembe mogoče le, če smo vključujoči, torej z dialogom in z medsebojnim sodelovanjem. Danes imamo na razpolago nešteto možnosti tehnologije, veliko se izražamo, vprašanje pa je, če se tudi tako dobro poslušamo in če smo slišani. Zato smo
mi, ki smo zasnovali program, pomagali SBC klubu zasnovati program za podjetno Slovenijo, zasnovali tudi spletno stran, na kateri bodo vsi ljudje lahko oddali predloge, kako bi v Sloveniji bilo potrebno spodbujati podjetništvo. In ti predlogi bodo slišani. Aneta Goran, kako jih boste upoštevali? Hvala lepa. Poskusil biti zelo kratek. Program v bistvu dvakrat temelji na interaktivnosti. Prvič zaradi tega, ker smo oblikovali usmerjevalni odbor. V usmerjevalnem odboru niso samo podjetniki, ampak so predstavniki in so člani usmerjevalnega odbora zastopniki posameznih družbenih skupin, recimo kmetov, šolnikov, pokojnicov, iskalcev zaposlitve, kreativnih ustvarjalcev, mladih, študentov, tudi zaposlenih v podjetju. Tako, vzpostavljamo nek nov socialni dialog in vzpostavili bi radi tudi neko širše družbeno zavezništvo v podporo podjetnosti. Drugo, kar je pomembno, kar je Tamara že povedala, je, da vsakdo na spletni strani za podjetno Slovenijo.sbc.si lahko odda svoj predlog, kako spodbujati podjetnost. Te predloge bomo v klubu skrbno proučevali in jih v svojih aktivnostih uporabljali, tiste, ki bojo najboljši, za predloge različnim deležnikom, od vlade, tudi podjetnikom, drugim družbenim skupinam. In tretje, kar je pa zadnje, mene danes res veseli, da smo tukaj zbrani v širši skupini, da niso samo podjetniki, zato posebej še pozdravljam člane usmerjevalne skupine in tiste, ki niso pravzaprav podjetniki in člani našega kluba, ampak so pristopili in podprli to idejo, ker je zelo dobra popotnica tudi za naprej. Tako, med njimi je tudi Žiga Gombač. Sicer je Žiga pisatelj, zaposlen je na radiju kot urednik, tako da pisateljuje potem v svojem prostem času. Je sam zelo podjeten, pravi, in pa pridružil se klubu slovenskih podjetnikov, tako da je sedaj član usmerjevalnega odbora. Žiga, ali mi lahko predstaviš, kako boš deloval znotraj usmerjevalnega odbora? Se bom potrudil. Najprej hvala za tole vabilo v to sredino. In odkar sem bil povabljen, intenzivno razmišljam o tem, kaj podjetnost je. Tudi v mojem vsakdanu je bil to nek tak klic budnosti oziroma samorefleksiji, rečemo. In kaj podjetnost je, ne? Zdaj, če začnem danes z eno anekdoto, lahko je situacija, ki se mi je zgodila pred 5-10 minutami, ko sem tamle ponavljal, kaj moram povedati, ne? In sem si natočil čaj in pa malo pojedel v predprostoru, ne, v cateringu, in na kar je prišel mi natakar in je rekel, prostite, to je za vzajemno, ne za vas. Tako da, mogoče je to en lik podjetnosti, drug pa trenutek podjetnosti, trenutek podjetnosti pa, ker sem razmišljal, je pa mogoče zgodba Ivane Kobilce, se bom kratek, to je avtorica znamenite slike Kofetarica in številnih drugih, ampak marsikdo o njej ne ve, glih en strip ustvarjam o njej, zato vem te stvari, o njej ne ve tega, da je zavrnila avstro-ogrskega cesarja, ne? On se je na neki razstavi navdušil nad neko njeno sliko in je rekel, jaz bi pa to imel, nabavil, dal v svojo zbirko in mu je ona rekla, ne bo šlo, ne. Torej, kot avtorica ga je zavrnila in zdaj zakaj ga je zavrnila, ne, samo zaradi kaprice, zagotovo delno zaradi kaprice ali pa zaradi kakšnega svojega prepričanja, uporništva, delno pa tudi zaradi tega, ker si je to lahko privoščila, ne. Marsikdo tudi ne ve, da je bila Kobilica zelo, zelo podjetna, da se je šolala, izobraževala in v bistvu del življenja posvetila tudi temu, kako danes bi rekli tržiti, no, ali pa promovirati svojo umetnost, ne, oziroma svoje znanje in pa veščine. In to je eden izmed razlogov, zakaj sem jaz danes tukaj, zakaj sem se pridružil temu programu. Pisatelje oziroma ustvarjalce pozvati, da si morajo sami ustvariti pogoje za ustvarjanje. Danes ni več tako, da bo kdo prišel k tebi in bo rekel, opazili smo, da si krasen talent in da znaš pisati in nagovarjati tudi od do, ne. To se več ne dogaja, ne. Sam si moraš ustvariti pogoje, da ustvarjaš,
in pa da sporočaš svetu tisto, kar nekako začneš razvijati v svoji intimi. Torej, da izražaš svet z nekimi iskrenimi mislimi, z nekimi zaključki, z nekimi avtorskimi momenti, za katere jaz mislim, da moram biti del sestavne družbe. Torej, da tudi na tak način vračaš družbi nazaj, kot je prej govoril gospod. To, kar je v bistvu družba vlaga vate z sistemom izobraževanja in ostalimi segmenti, je v bistvu tudi, se mi zdi dolžnost ustvarjalcev, da to vračamo. Zdaj, kako bom jaz to kot član usmerjevalnega odbora si bom prizadeval, da s tem nagovorim tudi ostale ustvarjalce oziroma jih z leti, ko to ustvarjam in pa delujem, že se mi zdi, da se to dogaja. Nekateri pridejo in vprašajo, kako si pa ti dosegel to, kako si pa prišel tja, kaj moraš pa narediti, da se to zgodi, pa jim pač jaz brez problema povem. Nekateri pa ne vprašajo, ampak morda opazujejo in pa se učijo posredno. Zavzemam pa se bom tudi, da bi to podjetnost kot neko vrednoto in pa veščino promoviral, je težka beseda, ampak zgledom navdušil tudi mlade. Jaz zelo veliko nastopam po šolah, ker pišem mladinsko in otroško literaturo in tam skozi zgleda sebe nekako mladim pokažem, da je treba imeti talent, iti za talentom, ampak da ta talent pride med ljudi, da pač doseže širšo množico, kar je cilj vsakega ustvarjalca, zagotovo pa je potrebna tudi ta začimba podjetnosti. Tako da je to zagotovo izkušam duše, da je to neka veščina, ki jo potrebujemo v vseh aspektih življenja. In to je to. Super, hvala Žiga. Za promocijo programa za podjetno Slovenijo smo zasnovali 3 zgodbe, smo pravzaprav pripravili 3 video zgodbe. Tukaj imamo 2 izmed protagonistov, Žiga Gombača in Almo Košavi, ki nastopata kot 2 zelo uspešna posameznika in seveda do tega uspeha sta prišla tudi s podjetnostjo. Torej, podjetnost kot tale zelo pomembna lastnost, ki ti pomaga pri prodorni, pri uspehu v življenju. Dajmo si pogledati najprej video. Starša sta moja velika inspiracija. Naučila sta me, da je vse mogoče, če tudi se nam zdi težko, so edine omejitve tiste, ki si jih postavljamo sami. In to je eden od razlogov, zakaj smo danes tako uspešni in prisotni po vsem svetu. Že kot otrok sem se sprehajal po očetovi delavnici in rad sem ga opazoval pri delu. Kot najstnik sem postajal vse bolj vpleten v delo in vidno več časa sem začel preživljati v podjetju, samo delo pa me je pričelo izpolnjevati. V podjetju imamo vsak dan skupno družinsko kosilo, ki ga pripravi mama. Ni pa to ravno običajno kosilo, saj je tema pogovora običajno posel, se pa pravzaprav vsa naša življenja vrtijo okrog podjetja in s tem skupaj živimo. Oče meni in bratoma nikoli ni postavljal omejitev, rad pa nam je dajal zahtevne naloge, ki smo jih morali izvesti, tudi če nismo imeli dovolj izkušenj. Podjetnost je zame pogum in odprtost. To je tista ključna sestavina v življenju, ki te žene naprej in je nekako vodilo, da se ne omejuješ v svojih ambicijah, se ne bojiš porazov, ker veš, da so ti porazi del procesa in del poti do uspeha. In jaz mislim, da tako miselnost, podjetniško miselnost, lahko v sebi najde čisto vsak. V življenju mi je pomembno dvoje, da delam, kar me veseli in da življenje preživljam s tistimi, ki jih imam najraje. V življenju me je najbolj motiviralo to, da kot otrok nisem imela vsega, kar sem si želela. In vedela sem, da nekega dne bom sama sebi izpolnila te želje. Ko sva se z Liorjem preselila v Slovenijo, sva najprej odprla podjetje, uvažala in distribuirala sva različne izdelke. Ni nama šlo preveč dobro, saj najin posel nisva verjela in tudi v njem nisva preveč uživala.
Nekega večera se je v enem dolgem pogovoru rodila ideja o tem, da bi obstajal prostor, kjer bi bogata in raznolika slovenska kulinarika bila dostopna vsem. Tako je nastala Odprta kuhna. Drugega sva se veliko naučila. Lior je mene naučil predvsem te zmagovalne miselnosti, nekaj, kar je del njihove kulture. In naučil me tega, da ko v nekaj resnično verjameš, ti bo uspelo in si v tem lahko tudi najboljši. Jaz sem v najin tim prenesla predvsem vztrajnost, potrpežljivost in umirjenost, to, kar je del našega okolja. In skupaj sva dober tim in dobro funkcionirava. Vse, kar počneva odgovorno do okolja in ljudi, s katerimi delamo. In ti odnosi so nam v poslu zelo pomembni. Okolje bi nas moralo več spodbujati k temu, da smo pogumni in da v svojih idejah nismo skromni. Povprečne ideje ne bojo spremenile sveta, dobre ideje in pogumni ljudje pa ga bojo. Ena izmed bistvenih sestavin mojega življenja je podjetniška miselnost. Ravno ta mi omogoča, da v življenju delam tisto, kar si resnično želim, torej to, da pišem. In brez pisanja ne bi mogel živeti. Podjetnost je kot talent, na njej je treba trdo delati. Lahko se z njo rodimo, lahko se jo preučimo, lažje se jo preučimo, če nas temu spodbuja okolje. Zdaj, dobro bi bilo, da bi Slovenija prepoznala podjetnost kot pomembno lastnost in da bi ljudi spodbudila, da jo razvijajo in pa negujejo. Pisanje zame ni služba, ampak je to predvsem način življenja. In čeprav so me od začetka večkrat zavrnili, sem vedel, da je to prava pot, na kateri velja vztrajati. Nekega dne mi bo mogoče ratalo, da bom živel samo od pisanja. Zaenkrat to ni mogoče, treba je hoditi še v službo. In včasih tudi pišem po noči. Zdaj, nekateri pravijo, da se žrtvujem, pa v bistvu sploh ni tako. Treba je imeti samo veliko samodiscipline, dobro je treba biti organiziran, pa podporo je treba imeti doma. Pa kar gre. Kot pisatelj čutim do družbe veliko odgovornost. Vrača mi tako, da pišem in ustvarjam. Z vso odgovornostjo in iskrenostjo, ki jo premorem. Zdaj, kako mi to uspeva, presojajo bralci vsak dan znova. In morda tega nikoli ne bom izvedel. Vem le, kako se ob tem počutim. Lepo, domače in izpolnjeno. In to je dokaz, da sem na pravi poti. Hvala, Anna. Jaz bi pa tebe vprašala, kako ti vidiš podjetnost v Sloveniji? Mogoče to kar tam ostane, ker bo Anna zdaj le govorila. Sem te že prej izgubila. Vmes. Hvala. Lep pozdrav še z moje strani in hvala za povabilo k taki čudoviti akciji. Kako vidim podjetnost? V bistvu sem se pridružila k tej akciji prav zaradi tega, ker se mi zdi, da podjetnost predvsem med mladimi nima takega spodbojevalnega okolja, kot bi ga mogla imeti. Tako da je to en ključnih razlogov, zakaj sem pristopila k tej akciji. Mi dva z Liorjem sva mlada, jaz sem še ženska predstavnica spola, ki je v poslu ni tako vključena, recimo na enak način kot med moškimi in ni nama bilo lahko. Naša zgodba podjetniška traja že precej dolgo. Za moja leta Odprta kuhna je recimo zaključila letos 7. sezono. Gostili smo več kot 250 dogodkov, obiskali nas je več kot nekaj milijonov obiskovalcev. Prejeli smo nagrade na slovenskem prostoru, v turizmu in na področju inovativnosti. In dobili tudi velike potrditve iz tujine, naprimer top 10 food marketov na celem svetu, na to listo nas je umestil britanski Guardian. Tako da mislim, da je
najbolj pomembno to, da kljub temu, da okolje ni vedno spodbujajoče in kljub temu, da so ovire, da znamo te ovire premostiti in smo v svojih idejah pogumni in da ne razmišljamo o tem, da smo majhni in da nečesa ne zmoremo. Naše ideje so ključne in tako kot sem v videu rekla, velike ideje bojo spremenile svet in pogumni ljudje bojo spremenili svet. In to je ta košček, ki ga lahko sama prispevam k temu, k tej akciji, da kot ženska in kot mlad podjetnik povem vsem, da zmoremo in da je vse mogoče, če si to le želiš in če trdno delaš in postavljaš svoje cilje visoko. Super, hvala. Imamo pa zdaj v tej družbi tudi še dva druga zelo uspešna podjetnika slovenska, z nami je Matic Vizjak, inovativni kmet leta in Janez Kodila. Ona dva sta tudi člana usmerjevalnega odbora, zato bosta povedala, kakšna je funkcija usmerjevalnega odbora, kako bosta prispevala pri promociji oziroma pri spodbujanju podjetništva. Mogoče Matic. Lep pozdrav. Se pravi, inovativnost in podjetnost danes v kmetijstvu je izjemnega pomena, kajti sodobni trendi prehranjevanja, ne samo v svetu, ampak tudi v Sloveniji, se kar hitro spreminjajo. Danes ljudje cenimo zdravo hrano, vedno bolj, radi pojemo nekaj drugačnega, nekaj novega, nekaj inovativnega in v bistvu na nas kmetih je, ali bomo znali poslušati te nove trende, ali pa bomo znali zadovoljiti to klientelo, ali pa jo bo zadovoljil uvoz. Tega si najbrž ne želimo. In v bistvu kmet danes je podjetnik. Opažam, ker se gibljem v tem krogu, da kmetijstvo in kmet v neki širši populaciji, v javnosti je še vedno v očeh viden kot nek kmet, ki je bil desetletja nazaj. Ampak danes kmet ni več samo pridelovalec. Danes kmet mora obvladati mnogo veščin. Prvo, da pridela, potem predela, na koncu še proda, se sooča s konkurenco. In danes kmet je podjetnik. In kot član usmerjevalnega odbora se bom seveda z pomočjo krovne organizacije SBC-ja povezal tudi z Zvezo slovenske podeželske mladine. To je edina nacionalna organizacija pri nas v Sloveniji, ki nagovarja mlade kmete in mlade ljudi iz podeželja. In oni imajo še boljši pogled v to, problematiko, zakaj se mladi še pogosteje ne odločajo za ta poklic in tisti, ki so kmeti, zakaj se ne počutijo še bolj podjetne, še bolj pogumne. Tako da se veselim tega naziva in naše skupne zgodbe in prihodnosti. Hvala. Hvala. Janez, kako boste pa vi? Dobar dan, pozdravljeni. Sigurno mi je lepo, da sem bil poklican v ta odbor in tudi upam, da bomo z svojimi aktivnosti prispevali k temu, da bo podjetnost drugače razumena. Tudi sam skozi zgodovino mojega podjetja se prizadevam povezovati, se pravi, sem predelovalec živilskih izdelkov, ki sem precej odvisen od primarne surovine, kjer so proizvajalci osnovne kmetijske dejavnosti izvir kvalitete naših izdelkov. Po drugi strani prihajam iz regije, ki je na robu, se pravi, gospodarske razvitosti in kjer smo opazili, da je, če se povežemo, da smo bolj glasni, da smo bolj odmevni. Sam pa tudi opažam to, da smo podjetniki včasih narobe interpretirani oziroma razumljeni, se pravi, da smo nekaj, predvsem se podjetniške zgodbe o slabih glasih širijo, dobri glasi, ko se povezujemo, pa se pozabijo slišati. Se pravi, podjetniki nismo samo ekonomski, ampak smo tudi družbeno odgovorni podjetniki. To pomeni, da vlagamo, se pravi, v ljudi, se povezujemo z istomislečimi. Samo naše podjetje je tudi soustanoviteljica socialnega podjetja, kjer vključujemo in izobražujemo ljudi z našim koncem, stavimo na mlade in tudi naš uspeh je odvisen od tega, ne da smo podjetniki od lastniki, ampak tudi naši zaposleni. In mislim, da je ta miselnost pomembna, da jo
širimo, se pravi, da nismo tiho, da to povemo na glas in seveda tudi tukaj smo z različnih področij, se pravi, tudi včasih je treba pogledati levo na kulturo, kako je podjetnost v kulturi, kako je podjetje v industrijskem ali v turističnem delu, se pravi, so tudi dobre prakse, ki se dajo na neki način tudi povzeti in pa implementirati v dejavnost, ker smo sami aktivni. Hvala, tako je. Z programom za podjetno Slovenijo želimo slišati vse družbene skupine, želimo jih vključiti v dialog, tako da se pogovarjamo s kulturniki, z mladimi kmeti in zato, da bo potem podjetnost s časoma postala vrednota v javnosti in še bolj ugledna. Bodoče se bo torej program razvijal, naš cilj je, da bo prerasel v vseslovensko zavezništvo, ki bo potem naredilo Slovenijo podjetnejšo in prebojno. Hvala, jaz bi pa zdaj vprašala, a smo zaključili, ima kdo že kakšno odgovorstvo, že kakšno sporočilo? Potem bi pa pozvala predstavnike medijev, če imate kakšno vprašanje.